Živo in dobrodošli v novem make-up tutorialu. Danes sem se odločila poigrati z barvami. Predvsem eno, to je modra. Modra na nohtkih, modra na učkih. V bistvu nepisano pravilo prav, da naj modrooke punce ne bi imele modre tudi na svojih učkah. Jaz pa sem se odločila prekršiti vsa pravila in naredila točno to. Modro sem dala na svoje učke, ker se mi je v vseh teh letih nabralo kar precej modrih senčil, modrih paletk. Tlele ena recimo od Golden Rose, pol imam tukaj eno od Deborah in me je prav Ferbec smatral, kako bo modra izpadla na učkah. Celoten outfit sem popestrila tudi z prizorca, tak čop z dodanimi elastikami, za finiš oziroma, kakor radi rečemo, piko na i, pa sem naredila tak kodrček in mislim, da izpade na koncu vse tako zelo sveže. Če te zanima, kako lahko takšen videz ustvariš tudi sama, glej naprej. Evina, lepotilnica. Uporabila bom tole čist novo Nuxovo kremo. V bistvu zagotavlja 48-urno vlaženje in ker ima vse poleg vseh ostalih sestavin, tudi izvlečke rdeče alge, v bistvu te preprečujejo, da bi naša koža strkala vse te umazanije in vse te nečistosti iz okolja, recimo kakšne cigaretne dime, smoge in ostale stvari, ko v bistvu našo kožo zapacajo. Ok, zdaj bom pa prvič testirala tale puder. Na Instagramu smo skupaj odprli paketek, ki sem ga dobila od kozmetike Ne Makeup Milano. V bistvu gre za puder, imenuje se Perfect Skin Oxygen Foundation. Upam samo, da mi bo odtenek pudra ustrezal. Takole je na tako palčko, tako da ga bom jaz kar s to palčko tudi nanesla na svoj obraz. Vzemam čopič in bom v bistvu zdaj ta puder še utapkala oziroma zabrisala. Tukaj pa odtenek, če bo katera hotela naročiti. Aha, tudi paraben free. 0x1. V bistvu že takoj opazim, da mi tale puder ful dobro ustreza, zato ker naredi moja koža ful tako zdravo, sijočo. To v bistvu kar hočemo doseči takrat, ko se pudramo. Ok, gremo kar na učke. Zdaj pa bom uporabila tole oranžno senčko iz paletke Golden Rose Selective. Vzamem čopič, s katerim bom nanesla v pregib svoje gube. Ponovno vzamem tole paletko od znamke Golden Rose in tole temno rjavo senčko, ki bom nanesla samo tole bolj pri kotičku veke. Vzamem kos celotejpa in ga nalepim na rob učka, da bom naredila tako zelo lepo ostro linijo. In še na drug uček. Takole izgleda, če katero zanima. V bistvu tukaj je zelo fajn, da sta ti dva celotejpa, kar se da smešno zgledam, kar se da v isti dolžini oziroma diagonali, da ni ena senčka pol čist dol, druga pa gor, da približno isto zgleda. Vzamem tole paletko ponovno od Golden Rose, imenuje se Wet and Dry Eyeshadow in vzamem tole modro, ta tretja po vrsti. Lepa. V bistvu tukaj je treba paziti, da se ne gre s to modro senčko previsok, da ne boste zabrisale te predhodne orjavo-oranžne senčke, ki smo do zdaj naredile. Tukaj pri nanašanju te modre barve naj se vam čisto nič ne mudi, tako zelo počas, dosti časa si vzemite, ker je taka zelo močna in izrazita barva zahteva svoj čas, tako da počasi. Vzamem tanjši čopič za nanos po spodnji veki, isto modro senčko od znamke Golden Rose in gremo še po spodnji veki. Zdaj bomo pa tole belo svetlikajočo senčko nanesle tule v kotiček, v začetek učka. Na ta način bomo uček tudi tako dodatno odprle.
Svoje trepalnice pa bom namazala s trenutno mojo najljubšo maskaro, in sicer Kolistar Maskara Volumen Unico. Ne pozabim tudi na spodnje trepalnice. Na hitro zdaj uredim še svoje obrvi. Pod obrvi pa bom nanesla tale tudi nov produkt od znamke NeMakeup Milano, imenuje se Eyebrow Maker, da bomo naše obrvi tako mečkom poudarile in jih optično še dvigale. Gre za tak flomaster, na eni strani se nahaja kot taka bela voščenka, na drugi strani pa tak čopič, ko potem vse skupaj tako lepo vse to zabriše. In odpremo potem na drugi strani in vse skupaj, kar smo naredile, zabrišemo. Jaz sem si pomagala s konico Beauty Blenderja, ko obrnem tako kar navpično in vtapkam. Se mi zdi, da se v bistvu boljš zabrisuje, kakor ta flomaster na tem produktu. Evo, to je to, kar se tiče učkov. Moram priznati, da mi je v bistvu ful všeč. Nisem ravno vajena imeti modre na učkah, ampak nekako velja pravilo, da če imaš modre oči, potem modre ne bi nosil. Ampak takole za kdaj, za igrati se z make-upom, mislim, da je fantastično. Spijem malo kavice in grede ful rada pijem tole od Raucha. Tale je, mislim, da kapučino, ja. Ful je taka kremasta, sladka, ravno po mojem okusu, tako da evo malo coffee breaka. Mislim, da lahko zdajle spustimo tudi tole španglico, pa preverimo, kako mi je uspel kodrček. Moja v bistvu čistaka, nič posebenega. In kodrček je ful je hudo uspel. V bistvu se mi zdi, da popestri tale čop, doda tisto piko na i, namerno sem ga naredila samo na eni strani. Frizura, ki bom ustvarila za današnji make-up look in v bistvu celoten styling, je zelo preprosta. Lase sem s tole krtačo od znamke Tangle Teezer počesala v čop in jih spela z elastiko. Pa rabiš še 3 elastike, zdaj zelo fajn je, da so v isti barvi. Tukaj je spet stvar okusa in želje. Če bi rada, da je tvoj čop tak bolj baren, bolj pisan, lahko izbereš tudi različne. Meni pa v bistvu bolj všeč, da je vse nekako tako bolj neopazno, oziroma da so elastike enake barve. Prištimala sem si 2 debelejši in eno tanjšo. Debelejše bom dala na vrh čopa, tanjšo pa na konc. Vzamem torej kar eno in nekje takole približno 5 cm, se pravi tukaj. Preprosto lase samo še enkrat oviješ okrog elastike in to je to. In za konec še tale najtanjša elastika, to pa zato, ker v bistvu so tudi naši lase na konec bolj tanjši in manj jih je, zato bo ta elastika bolj prav prišla. In potem evo še ponovno odmeriš nekje približno isto dolžino in spneš lase še na koncu. Evo, to je to. V bistvu zelo preprosta frizura. Zdaj kodrčka lahko narediš na 2 načina. Prvi je, da enostavno s kondralnikom vzameš pramen las, že prej jih v bistvu spust, preden boš delala čop, in zabijaš na kondralnik, počakaš par sekund in dobiš koder. Zdaj, če spadaš v tisto vrsto punc, ki ne vem, ali kondralnika nimaš, ali ful nerado uničuješ laske, imam pa je še en trikac. In sicer, rabila boš samo neko tako špangico in peno za lase. Moja je od znamke Balea, dobiš jo v DM-u. V bistvu lase potem na peno s tole peno, čist malo jo bomo rabile. Evo takole, čist dost, pena gre itak ful hiter, velik ven. Jo potem ta pramen las samo takole nekako, da je mečkan moker. In potem ta pramen las samo navijaš takole okrog prsta. Snemaš lase s prsta dol. Probaš, da se ti pri tem vse ne podre. Tako. Potem pa samo s tole špangico, ki si jo že prej pripravila,
vse skupaj spneš, počakaš, kaj bi jaz rekla, čim več, tem boljš. In potem preden greš od doma na zabavo oziroma dogodek, za katerega si delala to frizuro, samo špangico spneš. Namerno sem ga naredila samo na eni strani. Tako da ja, kako ti je všeč? Meni je v bistvu ful noro. Dokončajmo tale look. Zdaj bom vzela korektor, da zakrijemo še majčkeno moje podočnjake. Tale je od znamke Max Factor v številki oziroma odtenku True Beige 12. Še en produkt danes testiram prvič, tudi od znamke Ne Makeup Milano. Tole gre za Nude Glow Serum, ki ga lahko zmeša skupaj s pudrom, telim, ali pa naneseš samostojno kot highlighter. Je na tako kapalko, ga takole nasloniš, kamor ga želiš nanesti, stisneš in preteče potem highlighter oziroma ta serumček. Se mi zdi, da šminka na tale make-up look bo najbolj pasala neka taka rjava nude, tako da bom jaz svoje ustnice danes obrobila s telim rjavo nude svinčnikom, ja. LA Girl, številka pa P549. In še enkrat grem zdaj čez tole LA Girl barvico. Da zaključimo tale look, pa grem zdaj čez še z bronzerjem od znamke Catrice. V bistvu v tej paletki sta dva, jaz bom uporabila tega rjavega spodnjega, torej bronzer. In tole je končni izgled. Jaz moram priznati, da mi je absolutno noro všeč in še en dokaz, da so pravila za to, da se jih krši. Modra barva naj ne bi šla na modre punce oziroma modroke punce, kako sem to rekla. Punce z modrimi očmi, ampak kaj, ko v praksi to funkcionira, prinaša neko svežino, neko novost. Sporoči tudi ti, kako se ti zdi, ali ti je všeč tale make-up look ali ne. Naj te še spomnim, da še vedno poteka nagradna igra, v kateri lahko osvojiš izdelke in storitve za 400 €, tukaj je povezava. Tukaj pa se ne pozabiti naročiti na moj kanal. To je to, se gledamo naslednjič, uživi in čau!